Na fakulteti za logistiko o izzivih sedanjosti in rešitvah prihodnosti. Na gimnaziji Celje Center se pripravljajo na dva velika dogodka. Razpis za prijave na brezplačno e-oskrbo odprt do 30. septembra prihodnje leto. Nekdanji slovenski selektor meni, da je slovenski rokomet dosegel najnižjo možno točko. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Ob včerajšnjem mednarodnem dnevu oskrbovalnih verig so na Fakulteti za logistiko pripravili posvet z naslovom Izzivi sedanjosti, rešitve prihodnosti, logistika in oskrbovalne verige. Na njem so strokovnjaki razpravljali o trenutnem stanju v logistiki, ki so ga v zadnjih letih krojile tudi okoliščine povezane z epidemijo. Dotaknili so se tudi digitalizacije in e-mobilnosti, ki v logistiko vstopata skozi velika vrata. Mednarodni dan oskrbovalnih verig so prvič pripravili leta 2014 v Nemčiji in od takrat poteka vsak tretji četrtek v aprilu. Namenjen je zlasti ozaveščanju o pomenu logistike, spodbujanju mladih k spoznavanju poklica logista ter izmenjavi idej in novosti, pa tudi reševanju problemov. To, da se dejansko mi povezujemo kot pedagoško-znanstveno-raziskovalna inštitucija, torej Fakulteta za logistiko kot edina specializirana fakulteta v Sloveniji in seveda smo tudi mednarodno priznani, kar seveda vedno z veseljem povemo, je izjemnega pomena to druženje, gospodarstvo, diplomanti in seveda mi kot raziskovalci. In da nekako širimo nekako te ideje, izzive, nove izzive, mogoče neko novo razsežnost in da vidimo, kje smo, kako naprej delovati in da lahko potem dejansko sledimo trendom in tudi v naše študijske programe to noter vključujemo. Tako kot v številnih drugih panogah je prav obdobje epidemije tudi v logistiki terjalo precej prilagajanja in uvajanja novosti, pospešila se je digitalizacija, težave pa zdaj povzročata rast cen energentov in vojna v Ukrajini. Tudi s precejšnjo gospodarsko rastjo v zadnjem obdobju in večjim povpraševanjem po logističnih storitvah se v oskrbovalnih verigah srečujejo z novimi izzivi. Ko proizvodnja raste, raste tudi potreba po blagu in seveda potem raste tudi potreba po logističnih storitvah v bistvu. In seveda je na drugi strani pa neprestan pritisk na cene. Zdaj, če k temu dodamo še zgodbo, da vendarle, poleg gospodarske rasti se dogaja prenos, ali pa rečemo temu tako imenovani insourcing, se pravi, evropska podjetja hočejo čim več dobavljati tudi z Evrope in potem na drugi strani tudi proizvodne nimajo več možnosti, da se širijo, ker vemo, kak je problem za zemljišče in tako naprej, kar pomeni, da pravzaprav se kar precej vseh teh storitev prestavlja tudi na logistiko. Zdaj moramo nekako logisti iskati ali pa krmariti med povečanim povpraševanjem nad višjimi stroški v bistvu in pa seveda nad večjo učinkovitostjo. V podjetju BSH Hišni aparati so se novi situaciji dobro prilagodili, čeprav tudi njim dobava sestavnih delov povzroča težave. Mislim, da v tem času nimamo nič kaj neobičajnih izzivov, v bistvu vse tisto, s čimer se cel svet spopada. Ta korona nas je res v bistvu presenetila v vse možnih smislih in temu ustrezno se je pa potem potrebno prilagoditi. Ampak saj zdaj vemo, kaj nas pričakuje in kako zelo ekstremno se lahko stvari spreminjajo iz enega leta v drugo, tako da zdaj smo lahko v bistvu bolje pripravljeni. To področje polprevodnikov, torej bolj natančno elektronike, je tudi za nas izziv, vendar tako kot vedno smo v podjetju BSH Hišni aparati pripravljeni biti fleksibilni in se kar uspešno spopadamo s tem. Med izzivi, ki jih je prineslo sodobno poslovno okolje in zavzemanje za zeleni prehod, je tudi e-mobilnost oziroma elektrifikacija prometa, tudi v logistiki, a je tu še precej neznank, potrebno pa bo zagotoviti tudi vso spremljajočo infrastrukturo. V klasičnem prometu, osebnem prometu je e-mobilnost nekaj, kar je danes že sedanjost. V logistiki je pa predvsem izziv infrastrukture, ki sledi e-mobilnosti in pa še nekaj čisto tehničnih rešitev, ki bo potrebnih, zato da bo logistika se lahko v prihodnje elektrificirala. In to govorimo o logistiki lahko znotraj mesta ali znotraj podjetij. Seveda načrt za strani Evropske unije pa je celo, da bi se
se elektrificirala logistika tudi na daljših transportnih poteh in pa celo na morju. Na Celjski fakulteti za logistiko sicer ugotavljajo, da je med mladimi zanimanje za logistične poklice veliko. Svoje programe pa vse skozi posodabljajo in prilagajajo spremembam razmer v logistiki. Absolutno je zanimanje, tudi naši študenti oziroma diplomanti so, bom rekla, govorimo približno 99% zaposljivi, to je res, ne bom rekla poklic prihodnosti, sedanjosti in prihodnosti in seveda se širimo, tudi v Ljubljani imamo dislocirano enoto, pripravljamo tudi študijske programe v tujem jeziku, ker je tukaj izredni interes tudi tujih študentov, tako da mi smo pripravljeni na prihodnost. Gostje posveta so bili enotni, da logistiko in oskrbovalne verige čaka še veliko dela in da je tu potrebnega več sodelovanja med konkurenti, s tem se bodo krajšale in racionalizirale oskrbovalne verige, priložnosti pa so tudi v gradnji deljenih logističnih centrov. Dijaki in dijakinje Umetniške gimnazije, likovne smeri gimnazije Celje Center, ki so v upravljanje dobili galerijske prostore v umetniški četrti v AKU galeriji na Okopih v Celju, so na novinarski konferenci predstavili dva večja dogodka. Pripravljajo se na 18. študijsko razstavo likovnih izdelkov, ki jo bodo odprli 5. maja, ter revijo slovenskih srednješolskih zborov, ki jo bodo izpeljali na Muzejskem trgu v Celju. Gimnazija Celje Center je marca v upravljanje od mestne občine Celje dobila galerijske prostore v umetniški četrti galerijo AKU. To bodo vsebinsko v prvi vrsti vodile dijakinje in dijaki Umetniške gimnazije likovne smeri. S tem smo si na nek način uresničili dolgoletne sanje, da bi ne samo za naše dijake Umetniške gimnazije likovne smeri, ampak tudi za ostale imeli v mestu nek prostor, ki bi imel en simbolen pomen, kot ga galerija AKU ima in ki bi ga lahko dijaki upravljali sami. Z novimi prostori želijo ustvariti nov ustvarjalni prostor, ki bo dajal še dodatni zalet dijaškim idejam in projektom. Upravljati en prostor seveda je en tistih zalogajev, s katerim en povprečen najstnik, najstnica nima prav dosti izkušenj, ampak je pa najbrž en zelo dober poligon, tako na ravni ustvarjalnosti, kot tudi na ravni pridobivanja nekih drugačnih kompetenc, pa naj si bodo to komunikacijske, ekonomske, sodelovalne, kjer lahko v bistvu preizkušajo vse to, pa si, kar je zelo pomembno, pa spet nekaj, kar ni ravno imanentnemu našemu šolskemu prostoru, privoščijo tudi napake. Na podlagi teh napak pa bodo lahko nadgradili svoj ustvarjalni proces, ki ga šolstvo, roko na srce, velikokrat zaduši. Galerija ima bogato tradicijo in to želijo gimnazijci tudi nadaljevati. Pilotno smo postavili prvo razstavo v tej galeriji, zato da smo preizkusili sam prostor, da so se dijaki spoznali z njim in zdaj ob zaprtju pa, bom rekel, v celoti vajeti predajamo njim. Razstavo je na umetniških delavnicah skupaj z dijaki drugega letnika Umetniške gimnazije pripravila bivša dijakinja in danes že uveljavljena umetnica Tina Konec. Z njo smo se družili, povedala nam je veliko svojih izkušenj iz let šolanja. Naloge razstavljene noter so v bistvu sta dve. Pri prvi smo s svinčnikom risali na črno podlago. Risali smo v bistvu teksture izvzete iz narave. Medtem pa smo pazili, da se naš izdelek povezuje z izdelki ostalih sošolcev. Druga naloga razstavljena je pa v bistvu so upodobitve na prosojen papir. Torej na liste smo risali svoboden motiv in te motive smo nato položili enega na drugega, da je nastala zamegljena globinska slika. Sicer pa gimnazija Celje Center k sodelovanju vabi že uveljavljene umetnike, ki so nekoč obiskovali gimnazijo. Prva od teh je bila Tina Konec za prihodnost
načrtujemo tudi sodelovanje z Lejo Poleto, pa z Mihom Satlerjem in seveda z umetniki umetniške četrti, ki delujejo na zelo različnih področjih, od fotografije, performansa, umetnosti v javnem prostoru do bolj klasičnih umetniških zvrsti, kot je slikanje, kiparjenje, pa tudi glasbeniki so tu. Tako da si mi želimo v bistvu ne samo nekega, bom rekla, ustvarjanja na področju vizualnih umetnosti, ampak da bi ta kreativnost se v bistvu širila tudi na ostala področja. Na šoli, kot veste, so dijaki tudi zelo aktivni na področju glasbe, tudi gledališča. Galerija bo seveda tudi v bodoče ponujala razstave znanih umetnikov in hkrati ponudila priložnost dijakom umetniške gimnazije, da ustvarjajo v sproščenem vzdušju in svoje likovne izdelke tudi sami postavijo na ogled širši javnosti. Ministrstvo za zdravje je objavilo javni razpis, v okviru katerega je, zahvaljujoč evropskim sredstvom, na voljo brezplačna e-oskrba za bolj varno in neodvisno bivanje v domačem okolju za 5000 uporabnikov, ki izpolnjujejo pogoje razpisa. E-oskrba starejšim invalidom in kroničnim bolnikom omogoča samostojnejše, bolj varno in neodvisno bivanje v domačem okolju, saj zagotavlja 24-urno povezavo z asistenčnim centrom oziroma zdravstvenim osebjem in organizacijo pomoči, če jo uporabniki potrebujejo. Uporabniki brezplačne e-oskrbe uporabljajo varovalni telefon z gumbom za klic na pomoč, zapestnico z gumbom za klic na pomoč in mobilni detektor gibanja na obesku, prav tako za klic na pomoč. Razpis bo odprt do 30. septembra 2023, vsi zainteresirani pa lahko za naročilo brezplačne storitve pokličejo na brezplačno številko 080 12 13. Slovenska moška reprezentanca se ni uspela uvrstiti na svetovno prvenstvo, ki ga bosta januarja 2023 gostili Švedska in Poljska. Slovenski ljubitelji rokometa upajo, da bo Slovenija dobila eno izmed dveh posebnih povabil, ki jo imajo na voljo organizatorji. Doslej najuspešnejši slovenski selektor Tone Tiselj meni, da tudi morebitno posebno vabilo ne bo spremenilo težkega stanja, v katerem se je znašel slovenski rokomet, ki je po Tisljevem mnenju dosegel najnižjo možno točko. Lahko bi rekel, da naš rokomet boluje, lahko rečemo bolezen samozadovoljstva, bolezen ega, vrtičkanje, bomo rekel pajdaško delovanje, šibek vodja, in to se je skozi leta samo nabiralo. Mislim, da je to ključni problem, ker zaradi tega tudi ni bilo jasne vizije, strategije, postavljenih ciljev. Mislim, da je bil zadnji selektor, ki je imel to postavljeno nekje Boris Denič, potem pa so se od njegovega odhoda naprej pa se je zadeva popolnoma porušila. Zdaj, če pogledamo, če je šibek vodja, potem so interesne skupine zelo močne in vplivajo na vodjo, in potem gre pač za nek ozek interes ene posamezne skupine, ne pa interes za skupno dobro. Šibek predsednik pač posluša neke interesne skupine, ki jim je bolj interes, da imajo gor svojega človeka, ne pa interes kompletnega rokometa. In tukaj se je ves čas to lomilo, strategije, vizije ni, slovenska stroka, kot sem rekel, obglavljena, korenine, ki so bile v Sloveniji dobre, slabe, in potem je prišel tudi zelo, bom rekel, za mene zelo presenetljivo je, da če je bila ta tekma Srbiji tako pomembna za nadaljevanje, pa to, da so, če so že nastavili Uroša, mi je zelo čudno, da so dovolili, da so zraven njega tudi sami novinci. Se pravi, kratek čas, pomembna tekma, težka tekma, pritiski, Uroš, Žvižej, Kavtičnik, Škof, vsi so novi in sigurno, da bi rabili nekoga, ki jim bi svetoval v teh težkih trenutkih. Tako da zadeva se že dolgo časa vleče, zdaj je pač kulminirala in mene to osebno ni presenetilo. Prve 3 tekme tudi obe z Italijo in pa prva v Celju so bile res slabo odigrane. V Celju je bila res zelo, zelo slaba tekma in jaz se ne spomnim, kdaj bi ljudje na tribunah žvižgali reprezentanci. Se pravi, ta tekma je bila odigrana slabo. Zdaj, zakaj je bila odigrana slabo, jaz
bi težko to ocenil. So določena ozadja, ki jih ta novi selektor ima določene probleme, on je s temi igralci igral, on je s temi igralci bil v reprezentanci, so marsikatere zadeve in afere, ki so se dogajali, ki so prišle tudi v javnost in to je določen problem. Lahko, da so Srbe tudi podcenjevali, ker Uroš, nekaj mu treba priznati, to se vidi pol na drugi tekmi, Uroš rokomet zna, ne. Uroš zna postaviti taktiko, tudi v napadu in obrambi, tako da tu je dokaj močen, ampak kako povezati skupino, kako obvladovati egote, kako razdeliti naloge, ne, tukaj je pa malce šibkejši, tudi nima izkušenj, tudi nobeden od njegovih pomočnikov teh izkušenj nima. Tako da Celje zelo slabo in se strinjam z vami, da smo mi izgubili napredovanje v Celju. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo manjše krajevne padavine, v vzhodnih krajih pa bo večinoma suho. Sredi dneva bo zapihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, najvišje dnevne od 13 do 19 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, v vzhodni Sloveniji bo po večini suho, drugod bodo občasne krajevne padavine, ki bodo močnejše v nedeljo, zlasti na zahodu. Pihal bo južni do jugozahodni veter. To so bili petkovi dogodki dneva na televiziji Celje. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Prijeten vikend in ne zamudite naše oddaje znova prihodnjič. Vse lepo in nasvidenje.